Iz znanih razlogov je letos odpadla spominska slovesnost pri Treh žebljih na Osankarici, posvečena poslednji bitki legendarnega pohorskega bataljona. Letos od njegovega padca mineva 78 let. Ob tej priložnosti sta k spominskemu obeležju na prizorišču zadnjega boja pohorskih partizanov venca položila predsednik države Borut Pahor in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Spoštovane občanke in občani, 8. januar je v občini Slovenska Bistrica spominski dan, ko se spominjamo poslednjega boja legendarnega pohorskega bataljona. Letos obeležujemo 78. obletnico poslednjega boja pohorskega bataljona, ki je padel pri Treh žebljih na Osankarici. Poslednji boj borcev pohorskega bataljona je za bistriško, pa tudi slovensko preteklost, eden izmed dogodkov v mozaiku na poti k samostojni državi, ki smo si jo Slovenci izborili ob koncu 20. stoletja. V zgodbi razvoja in graditve slovenske samostojnosti ni bilo vselej lahko. Bilo je mnogo preizkušenj in mnogo hudega. Ne gre dvomiti, da je prav ta sila in potreba braniti svoje ljudi, svoj dom in svoj jezik, ki so bili v tistih razmerah močno ogroženi, vodila borce pohorskega bataljona. V okoliščinah takratnih razmer in tistih časov so brezpogojno izbrali domovino. In to ljudje različnih starosti, nekateri še otroci, mladostniki, različnih življenjskih orientacij in prepričanj. Brezpogojno so se združili v eno, strnili svoje vrste in neomajno in nepopustljivo obranili svojo skupno domovino. In to tudi za ceno svojega življenja. Slovensko narodno zgodovinopisje je padle borce pohorskega bataljona že zdavnaj umestilo med tiste spomine in opomine narodove zgodovine, ki nikoli ne bodo mogli biti prezrti in pozabljeni. To pa je hkrati tudi največji in najpomembnejši razlog, da gojimo in bomo še naprej gojili spomin na padle borce pohorskega bataljona. To smo dolžni njim in sebi. Tako kot je poseben čas spominjanja na padle borce pohorskega bataljona, sta posebna preteklo leto, od katerega smo se pravkar poslovili, in začetek letošnjega leta, in je bil poseben tudi čas pred 30 leti, ko smo se odločali o samostojni Sloveniji, o hoji po svoji poti, o kateri so sanjale številne generacije. Tudi tisti časi so terjali odločnost, odgovornost, pogum, enotnost, znanje, pa tudi sodelovanje, odrekanje, solidarnost, strpnost, torej vrednote, ki jih potrebujemo tudi v teh časih. Takrat sicer ob drugačnih preizkušnjah, kot so danes pred nami. V 30 letih osamosvojitve smo dosegli veliko, vendar je spričevalo slovenske samostojnosti barvito. Lahko bi rekli, da je pri nekaterih predmetih upravljeno z odliko, pri nekaterih pa smo popolnoma odpovedali in izgubili smer, ki smo jo takrat imeli. In zdravstveno-ekonomska kriza kot posledica epidemije, ki nas duši, je lahko tudi opomin in priložnost za družbo kot celoto in vsakega posameznika, da razmisli o odgovornosti do sebe in drugih, o solidarnosti, enotnosti. Spoštovani, verjamem, da bo tudi letošnji spominski dogodek, ki ga žal zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 letos ne obeležujemo s spominsko slovesnostjo v živo, prav tako osvetljiv pomen pohorskega bataljona za takratni in današnji čas. V letošnjem letu je ta spominski dan na Osankarici odpadel zaradi znanih razlogov korone, vendar smo se veteranske organizacije dogovorile, da bomo 8. januarja kljub temu šli na bojišče pohorskega bataljona in tam položili venec. Pohorski bataljon je legendarni bataljon, lahko bi rekli nesmrtni bataljon, zaradi tega, ker je 65 domoljubov v neenaki bitki popadalo na tem ozemlju, kjer danes stoji spomenik na s krvjo prepojenem zemljišču. Ko govorimo o narodno-osvobodilnem boju, je potrebno povedati to, da so 6. aprila 1941. okupacijske sile Slovenijo razdelile med 3 okupatorje. Slovenski narod ni imel druge možnosti, kot se na nek način upreti in se je seveda uprl. Tako je nastalo gibanje
najprej tajno po mestih in kasneje so zaradi aretacij in nasilja, ki se je dogajalo, se je okupator izvajal izseljevanje naroda, namenil mu je debelacijo, to se pravi popolno uničenje. In narod, ki se je v bistvu uprl trem okupatorjem, je izvajal osvobodilni boj. Tu ni šlo za nobeno državljansko vojno. Zato je spomin na ta bataljon ostal vse do danes. Poklonimo se njegovemu spominu in na to ne smemo nikoli pozabiti. Slava mu! Pohorje. Temni gozdovi, jase, planjave, jezera, tihe domačije. Zibelka štajerskega partizanstva. Onemelo si, ko so se nad teboj zbrali temni oblaki in naznanili vojno vihro. Postalo si naš dom, naše zavetje. Od tu smo odhajali in se k tebi spet vračali. Bilo si naš zaveznik in vsi smo te vzljubili. Z nami vred si kljubovalo sovražniku in z nami vred slaviš našo veliko zmago. Spoštovani obiskovalci, smo na Osankarici, 1200 metrov visoko na Pohorju, samo 25 minut od tod, v zavetju mogočnih smrek, je kraj poslednjega boja Pohorskega bataljona, partizanske enote, ki je postala legenda in simbol slovenske svobodoljubnosti ter uporništva. Bilo je sredi poletja 1942. Partizanski odpor proti nacističnemu okupatorju na slovenskem Štajerskem, ki je bil spomladi še omejen na nekaj žarišč v revirjih, na Celjskem ter v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini, se je postopoma širil tudi na Kozjansko, v Slovenske Gorice, na Koroško in na Pohorje, kjer je leta 1942 delovala samo majhna ruška četa. Partizanske enote v severni Sloveniji so bile tedaj premalo številne, da bi lahko okupatorju zadale resnejše udarce in varovale prebivalstvo pred njegovim nasiljem. Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet se je zato odločilo poslati v severno Slovenijo okrepitev. Na pot je odšla druga grupa odredov, ki je po dvomesečnem pohodu z Dolenjske prek Notranjske, Gorenjske in Slovenske Koroške konec avgusta 1942 prispela na Štajersko. V začetku septembra 1942 je na Dobrovljah prišlo do splošne preureditve štajerskega partizanstva v 3 odrede s 4 bataljoni. Eden od njih je bil Pohorski bataljon. Sestavljale so ga Savinjska in Šaleška četa ter ena četa Kranjčevega bataljona iz druge grupe odredov. Ob ustanovitvi Pohorskega bataljona 11. septembra 1942 na Dobrovljah so njegove enote delovale še samostojno. Na Pohorje so konec septembra 1942 prišli borci bivšega Kranjčevega bataljona. Oktobra sta se jim pridružili Šaleška in Savinjska četa, v začetku novembra pa še Ruška četa. Pohorski bataljon so sestavljale 3 čete in ženski vod. Za komandanta bataljona je bil imenovan Rudolf Mede Groga, za političnega komisarja pa Jože Menih Rajko. Bataljonski zdravnik je bil dr. Dušan Mravljak Mrož. Znani štajerski partizan Franc Zalaznik Leon, nekaj časa namestnik komandanta bataljona, je v svojih spominih tako opisal borce bataljona. Tem, ki so prišli prek Gorenjske, se je poznalo veliko trpljenje opravljenih pohodov. Bili so izčrpani, bledi, strgani. A kakor so bili bedni po svojem zunanjem videzu, so bili ponosni in neupogljivi. Če so borci Šaleške čete pripovedovali več o diverzantskih in ekonomskih akcijah in o likvidacijah domačih izdajalcev, so se oni menili o samih velikih spopadih z Nemci in o zasedah, skozi katere so se morali prebijati. Ves dan so prepevali in čutili so se zelo močne. Od sredine oktobra do sredine decembra 1942 je Pohorski bataljon iz dneva v dan odhajal na pohode in akcije.
Kamorkoli so prišli, so borci govorili ljudem o pomenu narodno-osvobodilnega boja in prepričevali prebivalstvo, da je prišel čas, ko je treba z vso odločnostjo udariti po okupatorju. Že v noči na 9. oktober 1942 je bataljon požgal planinske koče na Zahodnem Pohorju, da jih okupator ne bi uporabljal za svoje postojanke. Bil je mogočen in srhljiv prizor, ko so vrh Pohorskega grebena, nedaleč drug od drugega zagoreli Senjorjev dom, Kutarjeva vila in koča na Pungartu kot 3 ogromne bakle. V noči od 23. na 24. oktober 1942 je bil bataljon v Oplotnici. Napadel je orožniško in vermansko postojanko, zažgal občinsko poslopje, nato pa priredil v vasi partizanski miting. To noč so partizani razstrelili in požgali tudi poslopje kamnoloma v Cezlaku ter zaplenili večjo količino razstreliva. Akcije in pohodi borcev Pohorskega bataljona so močno vznemirjali okupatorja, zato je že od začetka oktobra pošiljal za bataljonom svoje enote. Pogosto je prihajalo do spopadov, tako 26. in 28. oktobra blizu Lovrenca, 4. novembra je bil bataljon v Mislini zažgal Pergerjevo tovarno Lepenke ter v vermanski postojanki zaplenil precej orožja in hrane. Med vračanjem na Pohorje pa se je na mislinskem sedlu spopadal s policijo in vermani, ki so partizane zasledovali. 3 dni pozneje je prišlo do spopada s policijo in vermani blizu Ostruhove žage. Pohorje je zasul sneg in partizanski boj je postajal vse težje. Sovražnikove enote so križarile po planini in bataljon se jim je le s težavo izmikal. 3. decembra je bataljon izvedel akcijo v Josipdolu. Ko se je vračal, mu je po sledovih v snegu sledila druga četa policijskega bataljona Wiesbaden in ga obkolila v taboru na Skrivnem hribu. Bataljon je le s težavo prebil sovražnikov obroč in se umaknil proti Črnemu vrhu. 21. decembra 1942 je bataljon odšel po Sankarici, kjer si je uredil zimski tabor. Uspehi Pohorskega bataljona so postajali za okupatorja iz tedna v teden bolj neprijetni. Hajke, ki jih je izvajal, so zadevale v prazno, poročila o bataljonovih akcijah so se množila. Konec oktobra je okupator izvedel očiščevalno akcijo nad Lovrencem, a se s partizani niso srečali. Sredi novembra se je odpravilo proti bataljonu 3000 okupatorjevih vojakov, toda tudi tokrat ni prišlo do spopada s partizani. Okupatorjeve neuspešne hajke so si sledile ena za drugo. Za bataljonom so nacisti pošiljali tudi vohune in plačance, ki so 2. januarja 1943 sporočili gestapu v Maribor, kje ima Pohorski bataljon tabor. Pričele so se priprave na veliko akcijo. Že 6. januarja je bil izdan ukaz za napad. Naslednji dan je okupator mrzlično zbiral policijo, orožništvo, vojsko in vermane v Mariboru ter v Poljčanah. Od tod je prepeljal enote na izhodišče položaje v Ruše in v Oplotnico. 8. januarja 1943 je okoli 2000 mož sovražne vojske obkolilo bataljonovo taborišče pri Osankarici. Okrog 3:45 je padel, verjetno s partizanske strani, prvi strel. Takoj nato se je na okopih tabora vnel boj na življenje in smrt. Sovražnik, ki je v prvem naskoku utrpel hude izgube, je nato zasul taborišče z ognjem iz minometov. Bataljon ni imel podatkov o sovražnikovi moči, ni vedel, da ga je napadel 30-krat močnejši sovražnik. S petjem je sprejel ta odločilni boj ter se boril 2,5 ure, dokler ni v junaškem boju padel do zadnjega moža. Le ranjenega Franca Kunaverja, Sulca, so nacisti ujeli živega. Pa tudi njemu niso prizanesli, saj so ga 30. julija 1943 pri Ljubnem v Savinjski dolini ustrelili kot talca. Iz pripovedovanja vermanov so o poteku boja znane tudi nekatere podrobnosti. Tako je partizanka Sonja, Minka namestnikova iz Ruš, v trenutku, ko je sovražnik obkolil in že grabil po njej, vrgla predse aktivirano ročno bombo, da jo je raztrgalo s sovražniki v njeni bližini vred. Ali smrt najmlajšega Šarhovega sina,
ki je ob koncu boja z drevesa ustrelil še nemškega oficirja in se potem zrušil iz krošnje prerešetan z izstrelki iz brzostrelke. V poslednjem boju pohorskega bataljona je padlo 69 borcev in bork. Nacisti so 65 padlih partizanov odpeljali v Gradec ter jih pokopali na tamkajšnjem pokopališču. Poznaje so našli še 4 in jih pokopali na pokopališču v Oplotnici. Po vojni so posmrtne ostanke teh prekopali k spomeniku v Ruše. Na okupatorjevi strani je bilo v boju pri Osankarici 19 mrtvih in 20 ranjenih. Nacisti so se zavedali pomena zmage pri Osankarici. O uničenju bataljona so poročali v Berlin državnemu vodji SS in šefu nemške policije Heinrichu Himmlerju. Ta pa je poslal sporočilo o uničenju bataljona vodji nemškega rajha Adolfu Hitlerju. 2 dni so hodili pohorci od vseh koncev in krajev gledat ta trupla in polni groze so iskali med otrplimi mrliči znane obraze. Kako nemo so tam ležali ljudje, ki so še pred kratkim s tako vedrimi obrazi in z domačim pozdravom vstopali v njihove domove in prepevali in navdušeni pripovedovali o svobodi. Tam na tleh, globoko v snegu, leži stari Šarh, tudi v smrti častitljiv in miren, ob njem 2 od njegovih 3 sinov. Ležita z začudenim izrazom na licih, kakor da še prav ne morete verjeti, da se je njuna mladost tako rano končala. Pa junaški dekleti iz Ruš, Silva Breznikova in Minka Namestnikova, ki so ju zaradi njenega poguma sovražniki še mrtvi občudovali. Komisar Rajko leži tako, kot da se je samo naslonil v sneg in bo zdaj vstal in se odpravil naprej. Sama leži komandirka ženskega voda Katarina. Med trupli, ki so jih nacisti zvlekli na kup, sta komandant Groga in bataljonski zdravnik dr. Mrož. Junak do junaka. 69 trupel slovenske Termopile 20. stoletja. Domačinka Jelka Breznik je po vojni tako opisala svoje vtise o razdejanju na Osankarici. Videli smo strašen prizor. Vse vprek po snegu so ležala krvava, razmrcvarjena trupla. Skoraj vsi so imeli razbite glave, ker so švabi streljali z dumdumkami. Nekaj partizanov je bilo slečenih, ker so jim vzeli obleke. Nekaterim so porezali prste, ko so jim snemali prstane. Taborišče je bilo prazno in razmetano. Z grozo smo ogledovali razmrcvarjena trupla, švabi pa so se divje režali in nam dopovedovali, da se bo tako zgodilo z vsakim, ki bo samo pomislil na partizane. Nemški okupatorji so bili prepričani, da so z mrtvimi borci pohorskega bataljona pokopali tudi spomin nanje in na njihovo junaštvo. Toda zgodilo se je ravno nasprotno. Že v prvih dneh po bitki so se pričele širiti govorice o podrobnostih junaškega boja pohorskih partizanov. Z odmikom let so se posamezne govorice združile v pričevanje, ki je preraslo v legendo. Okupatorjevi viri navajajo, da je bataljon izvedel 105 napadov, 6 večjih akcij in zažgal 9 objektov. Deloval je v bližini Maribora, kjer so bili nacisti najbolj občutljivi. Tudi partizanska poročila priznavajo, da je bil pohorski bataljon najboljša partizanska enota na slovenskem Štajerskem. Zato je bil padec bataljona toliko hujši udarec za narodno-osvobodilni boj na Pohorju in na vsem slovenskem Štajerskem. Boj na Osankarici je prekrižal mnogo partizanskih načrtov. Skoraj vse, kar je bilo z velikim naporom ustanovljeno v letih 1941-1942, je bilo uničeno. Začeti je bilo treba znova. Danes je kraj poslednjega boja pohorskega bataljona kulturni spomenik. V sredini nekdanjega bataljonovega tabora je spominsko znamenje, ki nemo priča o neizmernem junaštvu borcev, ki so z ljubeznijo do domovine in svojega naroda s pesmijo na ustih izkrvaveli v gozdu blizu Osankarice. Med temi drevesi je danes zamolkla tišina, v mislih številnih obiskovalcev pa hrabri partizani vedno znova bijajo svoj poslednji boj. Na junake pohorskega bataljona bodo vedno spominjale pesnikove besede vklesane na spomeniku. V boj za svobodo sveta ste šli kot ponosni junaki. Venec je večno zelen, Pohorje vam spomenik.
program za današnjo slovesnost so pripravili dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica pod vodstvom magistra Gregorja Antnika in Nadje Stegnje. Moč. Januar 1943. Spomin. Neizprosen sneg. Zemljanke. 69. Večna slava. Nad nami je razstenen zvezd. Tu začenjam našo zgodbo, svojo pesem. Ustanovitev Pohorskega bataljona 11. septembra 1942. Sprva 90 borcev. Borbeno območje bataljona obsega področje med Dravo in Savinjo. Partizani so nenehno v ofenzivi in med septembrom 1942 in januarjem 1943 izvedajo kar 105 oboroženih akcij. 1942 se bataljon premakne proti Osankarici in si koncem decembra tam uredi prezidovališče. Zgrajene so Zemljanke, obnovljena je stara Nevarska koča. Taborišče utrjeno s trojničnimi gnezdi in strelskimi jarki. Nujna tudi dobra maskiranost. Čeprav gost ni ravno najprimernejši za obrambo pred preračunljivim zavojevalcem. S hrano so preskrbljeni do pomladi. Kdo pa so
A da ni, kje je zveza, poklicati je treba pomoč. Zunaj je pekel. A se tega zavedajo? Sami se morajo izvleči iz tega dreka. Cik-caki zemljak, ves čas pa naj streljajo, zadnji naboj imajo zase.